Pozdravljeni, dobrodošli v novi epizodi Poslušam se s Polono Mitar Osolnik. To je že 8. epizoda mojega podcasta in sicer prva, ki pa bo povezana z osebnostno rastjo. Današnja gostja, se res zelo veselim tega pogovora, bo Tina Trojar, vodja ženskih krogov. Tina je mama dvema deklicama, obožuje pa tudi gozd, tišino, smeh in ples. Vse te strasti, pa še mnogo več, združuje tudi pri vodenju svojih ženskih krogov. Vodi pa tudi spletne skupine za ženske, v zadnjem času pa tudi kroge za mamice z mlajšimi hčerkami. V letošnjem letu je začela poučevati tudi druge ženske, kako voditi ženske kroge. Zasledila sem tudi njeno misel, ženski krog v vsako vas, bo potem ona kaj več povedala o tem. Tino pa lahko poiščete tudi na Instagram profilu Tina Trojar ali na Facebooku pod Ženski krogi s Tino. Tina, lepo pozdravljena. Živjo Polona, sem ful vesela, da si me povabila, tako da pozdravljena ti in vsi poslušalci. Pa da mogoče na začetku še povem, kako sva se midve spoznali. V bistvu sva se spoznali tako, da sem se jaz pridružila njenemu mejniki poklicalo, njenemu spletnemu krogu za ženske in sicer lani oktobra. Letos januarja pa sem se udeležila tudi v živo njenega kroga za ženske, kar je bila zame prva taka izkušnja in zelo, zelo lepa ter dragocena. Najprej hvala. Pa bi mogoče na kratko opisala, kaj to sploh so ženski krogi. Mogoče za vse, ki prvič slišijo za to oziroma jim to še ni znano. Ja, kot že beseda ženski krogi pove, so to srečanja za ženske. In to taka srečanja, kjer sedimo v krogu in sicer na tleh. To niso neka srečanja na foro, kot recimo neko klepetanje ob kavici, kjer kar malo ena čez drugo ali pa kaj, ampak so v bistvu vodena srečanja. To se pravi, mora biti neka voditeljica, ki nekako drži prostor, ki ima neko smer, neko pripravljeno temo, kam bi želela zapeljati te ženske. Pomembno se mi zdi to povedati, da že sem to, da sedimo na tleh v krogu, že ta oblika kroga nam pove, da je vsaka ženska v ženskem krogu nekako enakovredna, da smo si med sabo enakovredne in da nas res zanima vsaka ženska, ki je tja prišla. Da je nekako namen res slišati vsako posebej, prisluhniti vsaki, počastiti življenje vsake ženske. So pa to srečanja, nekako ženski krogi so prostor ene take ranljivosti, je nekako ta varen prostor, kjer nekako ženske delimo tisto, kar je globlje v nas in si podelimo nekako svoje zgodbe, svoje razmišljanja. Je en tak prostor, kjer lahko spregovorimo o sebi malo bolj iskreno mogoče. Zato je pa seveda tudi pomembno, da postavimo neka pravila kroga, zaradi tega, da je res to lahko ena varna pa lepa izkušnja za vse. Zato pravim, da ženski krogi niso čisto neko klepetanje, ampak imajo neko strukturo, imajo tudi neka pravila, zaradi tega, da se vse počutimo varno. Ta pravila so bila meni tudi, jih imaš tudi pri spletnih krogih in so bila meni res zelo, zelo všeč. Prvič zato, ker se mi zdi, da zelo res naredijo, da se ženske v skupini počutimo varno, ker eno od pravil je tudi, seveda, da ne govorimo zgodb drugih oziroma življenjskih izkušenj drugih, da ne govorimo drugim. In drugo, ki se mi zdi tudi izredno pomembno pravilo je, da druge ne komentiramo, ne dajemo nasvetov, ker smo mogoče dostikrat tako navajeni oziroma dostikrat želimo na ta način pomagati, da dajemo drugemu nasvet, kako bi mi nekaj ali pa kako naj bi bilo fajn, da nekaj naredi, ampak dostikrat to tista oseba na tej strani lahko ne doživi na tak način in se mi zdi, da je res to zelo, zelo vredno, da v bistvu lahko poveš brez tega, da drugi, da te samo res poslušajo, da se slišiš slišan, poslušan in pa tudi to, da se mi zdi, saj jaz nisem res doživela nobenega obsojenja, ampak res veliko podpore.
na spletni strani si to z srčki in s temi lajkanji dosegla. V živo si pa tako z objemi, takim prijetnim vzdušjem, glasbo, plesi, vmesnimi, mogoče takimi vajami, ki so tako kajne masaže oziroma tako s takimi vajami enega povezovanja med sabo dosegla. Ja, se mi zdi fajn, da si poudarila ta pravila, ki se mi zdijo res ful pomembna. To je meni bistvo kroga. Lih to, da si recimo ne skačemo v besedo, ampak počakamo, da ena res zaključi s tistem, kar je mislila povedati, in potem ona da besedo naprej. In to ženskam ful velik pomen, ker tega ne doživimo kar tako v vsakdanjih pogovorih. Ponavadi si kar hitro začnemo neki skakati v besedo. Tukaj imamo pa res tisti mir in vemo, da imamo to svobodo in prostor, da se izrazimo. To je zelo pomemben. Drugo pa to, da na koncu ne dajemo nekih svojih mnenj, pa enega reševanja, ki sicer včasih mislimo, da to zelo z dobrimi nameni delamo, ampak včasih si res želimo biti samo zares slišane pa videne o tem, kar se nam dogaja, in ne želimo, da nam nekdo nazaj daje neke nasvete, ker v resnici nismo prišli po to. Nasvete lahko dobimo res na vsakem koraku, pa imamo ogromno enih svetovalcev, ki so tudi super, ker včasih res rabimo nasvet, ampak v ženskih krogih je predvsem to, da smo mi res slišane točno tam, kjer smo, in spoštovane, in nekako sem s to tiho prisotnostjo žensk drugih ovrednotene. Nekako doživimo ta občutek neke ljubljenosti. Bi rekla, da ženskam to jih podpre v tem, da se počutijo bolj nekako vredne, da zraste ta občutek neke vrednosti, zato ker me je nekdo zares poslušal. In samo to, in sprejel mene točno tistimi mislimi in točno tistimi občutki. In me ni hotel zvabiti v nekaj in v nekaj prepričati svojega in rešiti na njegov način, ampak samo, slišam te, v redu je, točno taka, kot si, tukaj, kjer si. Super, ne, res imaš to, tudi v praksi zelo dobro. A kdaj naletiš, mislim, da je bil v skupini, da je enkrat ena kršila to pravilo, da je dala nasvet. Kako se kdaj s tem soočaš tudi v živo in kako postaviš meje oziroma kako takrat reagiraš? Ja, v živo jaz vedno ta pravila povem, itak na začetku, in se mi v bistvu še ni zgodilo, da bi se to nekako prekršilo. Zato, ker res zelo jasno povem na začetku, in se mi zdi, da to ženske res slišijo in upoštevajo, in se tudi na koncu vsem zdi to sploh tiste, ki prvič to doživijo, jim je tako, končno sem bila nekje slišana, in jim je tudi neverjetno lepe, globoke vezi se vzpostavijo zaradi tega, To pa res potrdim. Ja, res, čist na drugem nivoju. Ja, mogoče, če se pa kdaj tako prek spleta to zgodi, pa še enkrat upozorim, pa čist na en tak lep način, ker res pozabimo, v resnici na to, ker včasih, ko ena ženska pove za neko težavo, in to lahko tudi v nas vzbudi ena taka čustva, se tudi mi, prestrašimo ali pa kaj, in mi zaradi lastnega strahu hitro nekaj popravljati pa svetovati, ker nam je težko v resnici zdržati s čustvi druge, ker to so lahko kar tudi intenzivne izkušnje. Res je, vse so res različne, raznovrstne izkušnje, med njimi tudi pa zelo težke. Zelo dobro si opisala pravila oziroma ta dogovor, da je potem vsem prijetno in varno in lepo, kar je pa namen teh tvojih ženskih krogov. Pa mogoče še eno tako osebno vprašanje, kako je pa tebe pot pripeljala do, verjetno nisi že, bi rekla, kot mlajša vedela, da boš vodila kdaj ženske kroge, kako mogoče čistko, radovedno? Ja, to je bila res ena taka ful zanimiva pot. Jaz sem bila res dosti izgubljena, res nisem imela pojma, kaj bom jaz v življenju počela. Recimo v gimnaziji, eni so že kar vedela, so se videli v nekem poklicu ali pa so vedeli, na kjer faks bojo šli, in to je to. Jaz nisem vedela res čist nič, razen to mi je bilo nekako jasno, da meni ful paše delo z ljudmi, in čist samo to sem vedela, nič druga. In ko sem tam v 4. letniku gledala ta seznam faksov, je bilo meni bog, kam naj grem, ker meni
Nekako nič mi ni pasalo, v nobenem poklicu se nisem videla in ne je bilo samo tisto šit, kako bom jaz preživela v tem svetu, ker nič ni zame. Kakšne občutke imamo res kdaj, ja? Ja, res, ker pač nisem nikamor pasala, tak občutek je bil, a ne, in nekako sem takrat mislila, zdaj moram izbrati to svojo pot in svojo usodo, da bom 30 let v tistem poklicu, ne vem, takrat je bilo mogoče še malo bolj to, a ne, zdaj nam je že kar, vse so se časi toliko spremenili, da zdaj Res. se mi zdi ljudje navaden, da 1 let si tam, pa 5 let tam, pa malo zamenjaš. Takrat pa nekako sem se jaz počutila da moram zdaj izbrati, pa bom celo življenje počela, a ne. No, pol sem vseeno nekako izbrala slovenistiko pa nemcistiko, ker sem rekla, okej, slovenščina mi kar leži, a ne. Ampak pol sem se predvsem z nemščino ful matrala in nekje vmes sem jaz ugotovila, da to res zame ni, ker sem bila tudi tako psihično zelo, sem kar na dol je vse šlo, no, zdaj sem bila in tako malo rahlo depresivna, anksiozna, tesnobna, res nisem se dobro počutila, no, in sem rekla, ne, konc. Ne bom več študirala, bom že nekaj pogruntala, a ne. In ker mi je bilo res nekako ful težko, sem začela pol nekako se pač odpirati za razno znanja, gledala sem, kva bi bilo tisto, kar mene vsaj majčkeno veseli, kam bi šla, a ne. In ugotovila, da se jaz neznansko rada učim. Prav zanimivo, ko sem izstopila iz šolskega sistema, sem se začela res rada učiti, ker sem zato, ker sem lahko šla tako čisto svobodno v vse smeri in učila sem se glih te stvari, ki jih nas v šoli niso učila, ne. In to so stvari o zeliščih, o osebnostni rasti, ti odnosi, življenje. Mene življenje ful zanima, a ne. Meni bo to ful dobro brati. In ko sem jaz prvič naletela na zapise o ženskosti, o ženski energiji, o menstruaciji, o ženskih krogih, to je bilo meni tako, mislim, to, kot da cela duša moja je zaplesala in res, jaz sem prav vedela, tukaj je nekaj zame, a ne. Si se našla takoj v tem, Ja, toliko en tak srečni občutek, en tak občutek ene živosti in tega, da moram še naprej raziskovati v tej smeri. In pol sem zanosila in ko sem bila tudi noseča, mislim, so se dodatne neke globine te ženskosti tudi v meni nekako odprle, pa sem se bolj povezala sama s sabo. Tudi pri porodu, nekako bi rekla, da sem našla tisti svoj glas. Po porodu, na primer, no, tudi v prvi nosečnosti sem šla tudi dejansko na svoj prvi ženski krog in sem tudi tam videla, da to je res ful dobro, a ne. Ja, in sem že takrat nekako vse videla, da bi mogoče pa tudi jaz nekaj takega lahko kdaj, pa še nisem vedela, kako me bo pot do tja pripeljala, ampak recimo po porodu, ko sem napisala svojo porodno zgodbo in jo delila na Facebooku, a ne, pa med druge ženske, sem dobila ogromno enih odzivov. In jaz sem videla, da imam neko moč, da navdihnem ženske, da nekaj pomembnega se mi je zgodilo in spoznala sem to svojo žensko naravo in nekaj lahko delim naprej. Druge ženske to zanima in pač v tej smeri bi lahko še nadaljevala, a ne. Ja, in pol se je to postopoma, pol sem blog pisala, pa nekako me je pa pot pripeljala do festivala dojenja. Nekako so iskale te organizatorke po večjih krajih po Sloveniji, kdo bi to vodil, in jaz sem se javila za Železnike, a ne, tukaj, kjer sem jaz doma, in sem takrat vodila ta festival dojenja in sem v bistvu takrat imela svoj prvi ženski krog. Sploh nisem vedela. Ja, čeprav nisem uradno takrat nekako, napisala, da bo zdaj to ženski krog, ampak v resnici smo prišle tja, se posedle, jaz sem povedala ta pravila in je vsaka povedala eno zgodbo o dojenju oziroma nekaj karkoli o svojem dojenju, no. In to je bilo nekaj toliko preprostega in toliko močnega in toliko globokega in ganljivega, da sem prav bila, moj bog, to res rabimo, no. Da se srečamo navadne ženske, pač takšne, kot smo, z vsemi zgodbami, čisto raznolikimi in si nekaj malega podelimo med sabo. Mislim, iz teh stvari bi lahko mi knjige pisale, res, to so take modrosti, a ne, ki se velikokrat obračamo za nekimi guruji, pa beremo nekakšne knjige, to je super, a ne, ampak pozabimo pa včasih prisluhniti ženskam ob sebi ali pa pač ljudem ob sebi, ker ima vsak od nas toliko ene
modrosti, toliko raznolikosti je v nas, da to poslušati je res ful dragoceno. In evo, jaz tukaj ven sem videla, da to je to in pa sem pač nadaljevala. Mogoče tukaj pa te izkušnje, ki si imela prvega ženskega kroga, tudi pri izkušnji s stojenjem, je verjetno bilo tudi kakšna vmes neuspela izkušnja, ne, glih to verjetno, da je tudi dragoceno, da ni, da zdaj pač samo uspešno podelimo, ampak tudi verjetno, tako predvidevam, tudi neuspešne oziroma drugačne izkušnje, raznolike, no. Ja, no se lih to, ja. Tle je prišel na plano velike tudi bolečine, žalosti, strahov, dvomov, res takih stvari, ki jih ne vidimo, recimo na Instagramu, pa na Facebooku. Običajno res ne, Ja, ker ne vemo tega in je to res dragoceno, da si to povemo, ker je prav si oddahnemo in si rečemo, nisem sama v tem, in se res nekako povežemo in vidimo, koliko si lahko drugi pomagamo s temi izkušnjami, koliko je pomembno, da spregovorimo. Zaradi tega, ker ko ena spregovori, da moč tudi drugi ženski, da spregovori. In se s tem nekako celijo rane. Ja. Ker res drugače, včasih res težko, mogoče imamo kakšno prijateljico, ampak včasih res kakšne stvari težko delimo, ker tako, se moramo res počutiti varno, in je res taka skupina drugih žensk, vemo, da nas ne bojo obsojale, da lahko povemo, kar nam leži na duši, je res tak varen prostor, ki nam to omogoča, da lahko delimo in se pol vidimo, začutimo tudi moč sebe, tako kot si rekla, ko si začela deliti te izkušnje, da si začutila, da lahko nekaj predaš. Pa ni nujno pač, da vsaka tako na ta način začuti, ampak zagotovo veliko dobi na ta način. Ja. In veliko žensk tudi pride z nekakšnim tem strahom okrog, a se bom lahko kaj odprla, bom lahko kaj podelila, ampak polih zato, ker smo vse tam zbrane z enimi dobrimi nameni in ko ena spregovori, da pogum tudi drugi in kar naenkrat vse lahko ful globoke stvari povemo, ker vidimo, da je res, je varno in ko povem, je to, mislim, se sama dobro počutim in vidim, da se tudi druge zaradi tega dobro počutijo, in to nam vsem da res in tako zadovoljstvo. Ja, kar pade eno breme, lahko z nas. Kako pa izbiraš te teme za ženske kroge? Se pravi, podrobno pripraviš ali imaš samo okvirno, danes pa tema o prednicah, naprimer, kako to izgleda? Zelo različno. Recimo včasih sploh ne dam neke teme. Ponavadi sicer krog načrtujem na način, da mene nekaj pokliče, da mene nekaj navduši, da si rečem, tole bi rada delila med ženske, da sama nekaj takega doživim, pa si rečem, to temo bi pa tudi zdaj odprla, zato da čutim, da nekaj moram dati. Ponavadi je to. Pa imamo pa recimo temo, ne vem, upanje in čudeži smo imeli, ali pa moje želje za to poletje. Drugače pa včasih tudi recimo sploh ne dam teme, pa rečem, da vsaka lahko pove, kar je najbolj živo v njej ta trenutek ali pa v tem obdobju. In je pol ful zanimiv, kako se kar naplete neka rdeča nit sama od sebe. Oziroma, koliko nikoli ni naključje, kire ženske sedimo skupaj, ker je pol ful zanimiv, da na koncu ugotovimo, da so neke glavne teme pri vseh ful podobne, oziroma da vse vzporedne. Res ful zanimiv. Naprimer, zadnjič, ko sem vodila krog, je bila pač pol tema, ne vem, partnerstvo in otroci, mislim, ful podobne bolečine, nekako so prišle ven in jaz kar zmeraj nekako zaupam temu, da tisto, kar tisto bo prišel ven in tisto bo zdravilno za vse. Teda včasih je pač tema, včasih je ni. Izbiram tudi, glede na to, kar mogoče mene zanima ali pa kar sem jaz nekako že predelala in se mi zdi aktualno. Zdaj recimo na tistem krogu, ki si bila ti, pa ki ste bile bolj prišle ženske iz spletne skupine, sem pa malo videla potem, kar je bilo aktualno prek spleta, o čemer smo pisale in se mi je zdelo, da z vami bi pa lahko šla v globljo temo, kot so naše prednice, naprimer, in smo imeli te odnose z mamo in babico, recimo.
na ta način. Res zelo zanimiv, ja. Kako pa pripraviš? Prej sem že rekla, da en del tega se mi zdi tudi tako, no, ker imaš pač tako prijetno okolje pripraviš. Zdaj vem, da pripravljaš tudi, ker je poletje oziroma tudi spomladi si, tudi zunaj. Kako pripraviš okolje? Naj si bo to zunaj, znotraj, kako pač kakšna je tvoj ritual oziroma pri pripravi okolja, prostora. Ja, to je meni kar pomemben, ja, da je lepo, da so neke stvari, da so nam lepe v tistem okolju. Zdaj, če sem noter, jaz sem ponavadi zdaj imela kar ženske kroge kar doma v svoji dnevni sobi, To pomeni, da sem res vse pospravila, vse igračke in vse, da sem naredila nekaj. Ena motivacija. Ja, točno, ja. Dragnila 3 dni prej, da sem nekako naredila, zame je to prav eno tako svetišče, jaz naredim za ženske kroge, da je res občutek, da prideš nekam, kjer je prijetno, ja. Zdaj, če smo noter, zmeri so kakšne svečke, zmeri kakšne blazine dam na tla, zmeri na sredino kroga kakšno ali cvetje, ali kamenčke, ali nekaj, da v središči ta kroga, Včasih prižgem kakšne te dišeče palčke, ja, cvetje, razne te stvari, glasbo naštimam. Če smo od zunaj, tudi poiščem kakšen lep kotiček, ki je zame tak poseben, lep prostor. Isto dam kakšno cvetje ali karkoli iz narave, dam v krog, da je to en tak lep prostor. Se mi zdi pol, da ženske pridejo pa rečejo, wow, da je nekaj prijetnega. Ja, res. Pa se mi zdi, da tudi takrat je tudi ena udeležena druga ženska prinesla vsake eno darilce ali pa nekaj, ki je spekla. Se mi zdi, tako je bilo res tudi prostor, res, tako, kot si rekla, ti je zelo pomemben in se vse to izraža v tej sproščenosti in pač v tej izkušnji lepega, Tako, ja, se mi pa zdi, da tudi zunaj verjetno narava naredi pač svoje, verjetno z malo vremenskimi vplivi različnimi, da je bolj izziv, ampak ja, si predstavljam, da je tudi v naravi izredno pač lepa izkušnja to. Ja, v naravi nas pa res prav podpre včasih veter, glih v pravem trenutku tako zapiha, veš, ali pa drevesa, pa ti listki migljajo, pa ne vem, sonce, pa ptički se, ne vem, glih v pravem trenutku nekaj oglasi. Res prav, kot da bi cela narava sodelovala z nami in je ful tak lep svet občutek v bistvu. Wow. Se veselim, pridem na kakšnega zunaj, definitivno. Ja, prej si že, pač vmes pri pogovoru si že naštela vse, kaj lahko ženske pridobimo na teh ženskih krogih. Mogoče zdaj, da še povzameš, kaj se tebi zdi kot doprinos teh ženskih krogov, pa res tako, kaj se ti zdi po tvojih izkušnjah, po bistvu po izkušnjah tvojih žensk, ali kako naj rečem, ženski iz tvojih krogov, kakšne vse doprinose imajo? Meni se zdi, da res močne so te izkušnje, močna izkušnja te povezanosti med ženskami, Ker recimo ženski odnosi znajo biti zelo problematični, pa največkrat smo bile zelo ranjene v bistvu v ženskih odnosih, In doživeti izkušnjo, ko se ženske med sabo res podpiramo in res spoštujemo in smo tam druga za drugo, take kot smo, je nekaj zelo zdravilnega in nekaj res, ne vem, posebenega, lepega, ker se mi zdi, da drugje se ne da doživeti kot prav na ženskih krogih. To je ena stvar. Ta občutek res te slišanosti, da me noben ne prekinja, da vem, da karkoli bom povedala, ne bo na to nekih obsodb, mnenj, česarkoli. Pol to, da ženske najdemo spet svoj glas, da se začnemo zavedati, da to, kar povem, da to, kar sem, je nekaj pomembnega in sem vredna, da se me sliši, taka, kot sem. Ja, to spet dobimo lik zato, ker se tam res poslušamo. Pol vidim, da tudi ženskam veliko pomeni to, najdeti spet to užitek življenja, zato ker recimo tudi na mojih krogih kdaj, ne vem, plešemo, pojemo, gledamo, opazujemo naravo, se počutimo nekako del narave in je to prebujanje enih teh užitkov nas žensk
recimo tudi, kar se mi zdi pomemben, je to, da na ženskih krogih res smo lahko brez enih vlog, ki jih imamo običajno v svojem življenju. Recimo se malo odmaknemo od tega, da smo mamice, gospodinje, žene, hčerke, zaposlene, sodelavke, ne vem. Ampak res imamo čas za to, da raziskujemo, kdo zdaj jaz sem, kdo sem tista ta prava jaz, kva mene zares veseli, kva bi jaz počela. A ne, iščemo to svoje življenje v sebi, svoje strasti, svoja veselja. Potem nova prijateljstva, na primer. Veliko enih novih prijateljstev se je že spletlo iz ženskih krogov. Tudi jaz sem spoznala toliko krasnih žensk že, a ne. In res se na eni taki čist novi osnovi, na enih takih globokih temeljih se lahko spletejo. Prijateljstva, ne? Ja, tudi meni je to pa čeprav prek spletnih in enega v živo, res tako, no, začutiš, ne vem, tudi če se pol nismo še videli v živo, se čutim pač povezano in tako, no. Je res tak prijeten top občutek, no, res najdeš ženske, s katerimi veš, da mogoče bi lahko res stkal še bolj tesna prijateljstva, no, res začutiš to. Ta občutek plemena, a ne, se mi zdi. Ta občutek, da imam neke take ženske, ki so nekako vsaj mami podobne, ali pa ki imamo neki, se podpiramo. Tako, Ja, pa tudi to recimo opazim zmeri po krogu, da ženske prav žarijo, no. In meni je to ful lepo videti, da spet pridejo tiste iskrce v oči, ali da si oddahnemo, ali pač podpremo se, no. Da pride spet neko veselje v nas in to je ful lepo delo, no. Da lahko to gledam, opazujem, to je zakon. Verjamem, to je res nekaj najlepšega, tako. Da vidiš veselje oziroma tako, kar si rekla, te občutke, a ne, zadovoljstva. Kako pa pri sebi, to si en del si že zdaj opisala, no, kakšen doprinos oziroma kako pri tebi ti to čutiš. Kako se ti pa zdi, da to tvoje poslanstvo dela vpliva tudi na tvoje hčerke, tako? Jaz mislim, da recimo moje hčerki zdaj, da bi prav nekaj posebej, ne vem, kaj imela od tega, kaj jaz hodim kroge, ne morem lih reči, da nekaj, ne vem, kaj jim s tem dajem, ampak jaz mislim, da vsak otrok res čuti, a je mami zadovoljna tam, kjer je, a ne, in meni je v bistvu največ, kar jim lahko dam to, da jaz res živim sebe, da lahko kažem, da je možno na tem svetu uresničiti sebe, da je možno se imeti dobro na tem svetu in da je možno pač s temi svojimi talenti živeti in od njih imeti nekaj, a ne. Da je to v bistvu največ, kar jim lahko dam in sem ful vesela in tudi ta pogum jima želim dati, a ne, da pejta za tem, kar je vajino. Tudi če je ful nekaj novega ali pa v nasprotju nekaj, kar je normalno, a ne. Jaz tukaj sem začela s temi krogi, ki noben ni imel blage veze, kaj je to, a ne. Ampak sem imela ta pogum pač temu slediti in to bi res tudi rada mojim hčerkama in vsem punčkam dala, a ne, da tisto, kar tebe od znotraj prižiga, delaj to, ker prej ali slej bojo rezultati ali pa neki sadovi tega dela, a ne. Drugače, meni pa ženski krogi dajejo pač ful veliko, no, res. Predvsem to, da mene vsak dan opominjajo, da jaz želim živeti to, kar jaz predajam drugim ženskam, a ne, da ne bi sem nekaj nakladala, ampak res tudi jaz živela kot recimo, da učim druge ali pa kot si želim za druge, da sem tudi sama pozorna do sebe, da dam nekaj nase, no, a ne, in da tudi poslušam vse ljudi, s katerimi sem v stiku, ne samo te ženske v ženskih krogih, ampak da sem ena taka dobra poslušalka tudi za druge. Ker v bistvu aktivno poslušanje je v bistvu tista veščina, ki pri ženskih krogih je izredno pomembna. Se mi zdi veščina, da se da tudi badati, urati, da postanemo boljši v tem, da znamo drugega samo poslušati in mogoče v tistem trenutku ne toliko misliti, kako bomo mi že oblikovali svoj odgovor, ampak da ga dejansko poslušamo, kaj on govori. In to se mi zdi pri ženskih krogih zelo pomembna, izredno pomembna, bistvena veščina, da v bistvu ti
kot vodja, pa vse pač si enakovredno v krogu, da pač tako prisluhneš vsaki, da je res poslušaš in kako v bistvu ti to veščino uraš oziroma si na njo tako pozorna oziroma kako delaš nekako na njej. Ja, to se mi zdi ful dobro vprašanje, ker se mi zdi, kao, poslušati pa že vsak zna, to pa ni nič. Ampak v resnici, res poslušanje je ful zahtevna veščina tudi, ker zahteva res celega tebe, da lahko prisluhneš. In tudi nismo vsak trenutek niti toliko, ne vem, spočiti, niti pripravljeni za res poslušati, ker za res poslušati ti moraš res na razpolago dati celega sebe. Tako. Ja, in ja, takrat si ful dobro rekla, poslušati ni to, da vmes že tuhtam, ko bom nazaj rekla, Tako. Ampak za res prisluhniti je v bistvu to, da jaz poslušam, kva recimo mi druga oseba govori in hkrati sem zmožna tudi poslušati, kva se v meni ob tem prebuja. Zato, da vemo, kje so moje tiste reakcije, kva bi jaz zdaj reagirala, kva se v meni plete ta čas. Zato, da to tudi lahko ločem, da ločem recimo, kaj je druga oseba povedala in kaj je pa tisto moje, recimo neka jeza, ki je prišla ven, ali pa, ne vem, žalost, ali pa karkoli. In se mi zdi pomemben, da to res krepimo, da se tega zavedamo, a res poslušam, ali samo čakam, da bom dobila priložnost, da nazaj nekaj rečem, naprimer. To lahko vsi vsak dan vadimo. Jaz, naprimer, ne vem, če moža kdaj poslušam, si jaz zmeraj tako rečem, kako bi ga poslušala, če bi ga zdajle, če si predstavljam, da ga prvič vidim v življenju, Da ga z eno odprtostjo, se mi zdi tudi ta naravnanost, kjer pristopimo do druga človeka, ful pomembna. Ker mi lahko pristopimo že s tistim, itak vem, kva zdaj rekel, recimo. Ali pa to pa itak zmeraj reče, ali pa se itak že vse vemo o njemu. Kar nekaj predvidevamo, pa sploh. Ja, že neke predsodke, že neke misli nam skačejo naprej. Zares poslušati je pa sem pripravljena sem slišati karkoli in res sem odprta za to, res me zanima, kaj bo zdaj druga oseba recimo povedala. In jaz tudi ženske, recimo v ženskem krogu, res na ta način poslušam, kot da jih vidim vse prvič, kot da nimam nekih, ker z enimi recimo se že dalj časa poznamo, pa imamo že neke skupne zgodbe, Ampak tam res si rečem, okej, zdaj sem tukaj in sem čisto odprta, povej karkoli je v tebi živo in jaz bom tukaj res poslušala, naprimer. In ja, to, brez tega, ko bom nazaj rekla, ampak res samo slišati to. In s tem podpreti to življenje v tej osebi. Malo sem jaz se tega učila že prej, prek kakšnih knjig, ki so me zanimale ali pa kaj. Poslušanja sem se pa prav tudi začela dobesedno učiti, ker hodim v šolo poslušanja. To so tudi 3-letna šola, prav obstaja v Sloveniji. Zanimivo, ja, zelo dobro se sliši ta šola poslušanja, to je tak dober naslov. Ja, res. In dejansko lahko to poglabljamo, to veščino ali to sposobnost, jo lahko krepimo celo življenje, to se nikoli ne konča. Tudi prisluhniti sebi, naravi, drugemu človeku, to so res take pomembne stvari, ki mi pol, tudi to učenje mi zelo prav pride v ženskih krogih. Ja. In tudi res to, kar sem omenila, da že pristopimo z eno odprtostjo, da nismo že, ta pa zdaj jamrala, ali pa, veš, z nekimi... Ja, vezani na pretekle izkušnje, ampak dejansko, kaj se v tistem trenutku dogaja, oziroma kaj v tistem trenutku ta oseba nam želi sporočati, govoriti ali pripovedovati o tem, brez vezano na prejšnje in na ene naše predvidevanja, ki v večini primerov niso točna ali pa res. Oziroma je naše in je to fajn opaziti, da karkoli se v meni prebudi, da vem, da je to povezano z mojo zgodbo, ne pa z drugo osebo. Ker mi pa kar pripisujemo ene občutke in ene stvari drugim osebam, ki v resnici pa sam z nami povezan. Ja, prej, mogoče, ko smo že pri poslušanju, in se mi zdi, da res to vse ženske
potrebujemo, tudi moški, mogoče malo na drugačen način. Ti imaš trenutno samo za ženske, a ne? Nimaš pač spletnih krogov za moške, imaš pa za vse ženske, a ne? Tudi ne glede na to, ali so mame, ali so mlajše, starejše. Ja, za moške naj moški vodijo moške kroge. To se ne bom vtikala. Ja. Drugače pa jaz imam za ženske, za vse, tudi za tiste, ki niso mamice. In res, da večinoma sicer pridejo mamice, ampak so pa tudi že prišle ženske, ki nimajo otrok in je tudi za njih ful to dobra izkušnja. Nič manj vredna ali pa karkoli. Zagotovo. Kot za kjerokoli drugo, res, da včasih pride kakšna ta tema ven na plano od otrok ali pa karkoli, ampak se mi zdi, da to nima neke veze, da bi to, pa pol za tisto, ki nima otrok, ne bi bilo zanimivo, a ne. Se mi zdi, da se nekako najdemo druga v drugi. Ja, jaz imam to res vodim za vse, starost na omejitev ali pa v bistvu niti ne postavljam neke omejitve, no. Bi pa rekla, da od 18. leta naprej so res vse ženske nekako dobrodošle. Za tiste mlajše bi pa rekla, da bi bili pa super, tudi krogi za najstnice, na primer. Tudi to se mi zdi, da bi bilo zelo dragoceno, glede na to, koliko imamo večina žensk, kar dosti slabih izkušenj, ali s kakšnimi sošolkami, ali v teh letih je toliko enih takih tudi problematičnih teh vezi med ženskami, a ne, med sošolkami ali pa to. In se mi zdi, da tudi za njih bi bilo to zelo dragoceno v bistvu. Ena razbremenitev, veliko lažje, a ne, če bi se tako mogoče na ta način. S pomočjo ene vodje, seveda, a ne, pač lahko slišale, da so slišane ta občutek in poslušale med sabo. To, pa ker v teh letih se res toliko dogaja, tu so taka burna leta in biti v enem varnem okolju, kjer lahko ti res izraziš karkoli o tebi, je to wow. In tudi se zavedati, danes že v teh mladih letih, tega, da smo ženske, da smo vseeno nekaj posebenega, da imamo to ciklično naravo, da skupaj smo res močnejše, skupaj lahko res, jaz rečem, da čaramo, ko smo skupaj, ker je to res en tak občutek, da se neverjetne stvari zgodijo v bistvu, ko smo skupaj. In to krepiti v takih mladih bi bilo wow, a ne. Ja, res nam da tudi eno prav posebno moč, ko se počutimo podprte od žensk, ne. Vedno je dober občutek, da si podprt, samo se mi zdi, da res ta ženska podprtost je mogoče za žensko res izjemno dragocena, no. Ja, točno, in tudi dobiti pol, recimo v krogu, velikokrat je tako, da se zgodi, da ne vem, slučajno ena nekaj reče in nam odpre pot za naprej, pač nam da neko dobro informacijo, ko smo jo iskali, ali pa ko izrazimo željo v ženskem krogu in se nam to pol kar nekako lažje uresniči, a ne, kar ena taka tudi energijska podpora je, no. Ja. Pa v bistvu nam je lažje tudi kaj mogoče spremeniti, oziroma tako se mi zdi, no, saj po mojih izkušnjah, no, ko se pač počutimo sprejete, podprte, lažje mogoče. Nam je lažje tudi kakšne stvari, ki nekako čutimo, da želimo spremeniti, nam je s to podporo običajno veliko lažje. Ja, tudi recimo se mi zdi, da ženske tako nekako spoznajo to svojo vrednost na krogih in jim kar naenkrat ni več čisto vseeno, koliko kdo z njimi govori, v kakšnem okolju, v kakšni družbi se gibljajo, kaj delajo v življenju, a ne, kar naenkrat imamo malo, kako bi rekla, en tak višji standard, zahtevamo več ali pa si želimo več od življenja, a ne, kar je ful fajn, smo bolj pripravljene res nekaj narediti za to, da nam bo dobro in verjamemo, da je to možno in da smo sposobne tega. Teda se mi zdi, da se po krogih kar ene take res dobre spremembe začnejo dogajati, no. In vplivajo v bistvu, tako kot si prej rekla, so sporočilo tudi hčerkam, drugim ženskam in ko se počutimo dobro, verjamemo to, da pa tudi delujemo tako, da je drugim dober, da pač smo mi dober in da je drugim dober in da pač
ustvarjamo v bistvu nekaj za boljši svet oziroma prispevamo nekaj na ta način, ne, Ja, sigurno, res, ženske smo pri tem res pomembne, ker je ženska res, ker so njene potrebe zadovoljene, se to en tak mir ustvari, ena čist druga nežnost pride tudi na plano. Ja, sigurno, zelo pomembne stvari, no, kar odmevajo v svetu resnici te stvari. Bi želela, se mi zdi, da smo na en način malo zaokrožile to, se mi zdi, da smo vršile do enega res bistva, ali kako naj rečem, res, da sva povzele. Bi mogoče kaj še sporočila oziroma dodala, kar pa nisva omenili. Se ti zdi, da je kakšno sporočilo, ki ga želiš, ali pa povabilo, kaj bi želela predati poslušalcem? Ja, mogoče zdaj to res ostaja tako najbolj živo v meni, ta dober občutek, da sem lahko s tem, ko jaz živim nekako to svoje poslanstvo, ali pa ko si jaz upam iti za tem, kar mene poživlja, s tem nekako tudi drugim ženskam dajem eno dovoljenje ali pa en pogum, da tudi one grejo za tem, a ne. In ja, bi privoščila v bistvu vsaki ženski, ki to posluša, da gre tja, kamor jo kliče srce, kamorkoli to je. Ja. Če vas srce kliče na ženski krog, ste zelo lepo dobrodošle. Ali pa oziroma kamorkoli vas kliče srce, pejte tja, ker tam se res skrivajo tisti lepi zakladi za vas. To bi res povedala, da je možno že na tem svetu živeti raj in ga ne čakati na tisti po smrti, ampak je že tukaj in zdaj možno res ene take lepe trenutke ustvarjati. Ja, kako si lepo zaključila, res. Res si lepo ubesedila, tako da ja, se čist strinjam s tabo. Poslušati se, a ne, tako, kaj je naslov podcasta, pa te res tako, kaj si rekla, pripelje do zakladov. Ja, res sem vesela, da si se odzvala povabilu. Tudi jaz hvala tebi. Res je bilo zelo dobro slišati vse te tvoje znanja, veščine, vse, kar predajaš, tako da res hvala. Hvala za poslušanje in se slišimo naslednjič.